Lepo pozdravljeni. Zdaj sem na obisku pri Sari Germain. Živijo, Sara. Sara se ukvarja s tarotom in še z marsičim, ampak pričeli bomo vseeno s tarotom, ker je to morda malo bolj poznano. Kako bi mogoče na kratko nekomu, ki je padel z Marsa in prvi sliši za besedo tarot, opisala tarot? Ja, jaz bi ga v bistvu opisala kot en pokazatelj življenja, čisto v bistvu ta tarotna simbolika, zdaj če gremo res na simbolizem od norca, ničle do 21, ki se pravi vesolje, univerzuma, sveta predstavlja življenjsko pot, a ne posameznika, se pravi vse zadeve, ki se ti čez life zgodijo, a ne. Ampak načeloma tarot izhaja iz taroki družine, a ne, se pravi, je zelo sorodan igralnim kartam tarok, ne, ki so ga pač v bistvu... Marsikdo verjetno tudi zamenjuje, Tako. Pa verjetno tudi zamenjuje s šlaganjem, torej deva to takoj povedati. Ja, ni to glih kristalna krogla. Ni. Mislim, odvisno, zakaj uporabljaš. Tudi se eno od vprašanj, ki sva se pogovarjali, a ne, lahko tudi to takoj razčistimo, ker a se da kaj napovedati, valjda, da se da, ne. Itak, mislim, seveda, če bi rekli, da vedeževalci ne morejo s tarotom napovedati nekih stvari, bi bilo to, bi to njim krivico delali, seveda se da. Ampak gre za to, da pa vedno manj. Se pravi, če mi gledamo, koliko se da 15 let nazaj napovedati, pa kaj se da danes, je to tako mogoče 80% razlike. Tudi v sami energiji, bi rekli, tudi v sami kolektivni zavesti, zavedanju sebe, ne nazadnje zavedanju tega, da imamo svobodno voljo, da je nekaj več na tem življenju. Če se spomnim sebe, ko sem pričela z numerologijo, tudi ti si še takoj ukvarjala s tarotom, to je vse pasalo v koš čarovnic, šelebajzerjev, da ne rečem tako da neko to veljavo, te starodavne vede se mi zdi še zdaj znova dobivajo. Če tako gledamo roko na srce, tako kot astronomija, kot fizika, kot kemija, so tudi astrologija, tudi tarot, tudi numerologija, vse te vede obstajali že davno nazaj. Zelo so bile cenjene, ne vem, vsak kitajski cesar je imel svoje modrece, ki so točno na tem temeljili in se mi zdi, da končno ta neka veljava in spoštovanje prihaja nazaj. Ni pa to namenjeno temu, da bo prišel nekdo k tebi, pa da boš ti rekla, ja, petek ob 5 popoldne bo potrkala na vrata, ali k meni, ker recimo hodijo pa rečejo, bi pa zdaj tako ime, da bom imel takšno življenje. Pač tudi čarobna pilula, lahko pa zelo pomaga pri spoznavanju sebe, pri spoznavanju sveta, zakonitosti življenja in tako naprej. Tudi se mi zdi tvoje delo tako dragoceno, ker si taka direktna si, no, nisi tip človeka, ki bi zavijal v vato, tako da jaz bom zdaj utihnila, ker sem te vmes prekinila. Ja, v bistvu, mislim, gre za to, da že recimo Jung, Carl Gustav Jung, je bil eden pač najbolj znanih psihologov prejšnjega stoletja, mislim tudi pač, on je bil zelo nagnjen k mistiki in nekje vmes v bistvu se zelo začel opirati na te velike arkane tarota, a ne, teh 22 simbolov, sicer drugače vseh simbolov 78, ampak teh 22 je tako ključnih, a ne, za odkrivanje v bistvu psiholoških lastnosti ali pa simboliziranje duše, kakor v bistvu pač želimo, a ne. In iz tega ven se da ogromno narediti, ne. Zdaj, če se pač mene vpraša, že 20 let to počnem, a znam pač dejansko, mislim, valjda, da tudi mene zamika pa malo, ampak ne, v osnovi jaz pač ne znam tako kot dogodkov napovedovati, mislim, da če se poglobimo vase, zamižimo, lahko sami sebi marsikaj napovemo, ne. Absolutno, če bi bili samo do sebe 100% iskreni v vsakem trenutku, bi lahko veliko že sami razrešili, že samo s tem notranjim dogovorom in intuicijo lastno. Tako, a ne, to je ena od teh stvari in je zelo fajn pač danes tukaj pri tebi sedeti in rušiti neke te res tabuje, ki jih je v bistvu ezoterika škoda, ampak dobila, a ne, se verjetno tudi na račun tega, kako se te stvari dogajajo, vlečejo, vse skupaj zelo povezan z New Age-om, a ne. Seveda tudi New Age zavaja, mislim, se tudi frizer ni vsak dober, pa tudi, a ne, mislim, kozmetičarka ni vsaka dobra, to se mi zdi tako, a ne, da pač valjda, mislim, vsega imaš, ampak... Dobre in slabe in tudi tako, jaz veliko kar poudarjam, če imamo mi polomljeno nogo in gremo k okulistu, nam okulist ne bo pomagal. To je lahko najboljši okulist na svetu. Se pravi, tudi vsak bioenergetik, vsak terapevt, reiki terapevt, tarot, numerologija, karkoli že, mogoče ni nujno to, kar mi v danem trenutku rabimo in seveda so tudi ljudje, ki mogoče precenjujejo svoje sposobnosti in so tudi ljudje, ki mogoče mislijo bolj na zaslužek kot na to, da bi delali dobro. Tako kot vse posod, to se dogaja tudi na področju medicine, na področju znanosti in tako naprej, ne samo ezoterike. Je pa mogoče ta nalepka, ja, tudi si pričela v zadnjih letih se mi zdi,
malo pršiti. No? Včasih je bilo res vse padalo, pa pač megle in prodajanja megle. Zdaj se mi pa zdi, da ljudje prihajajo do tega, da nekaj je na temu. Tako da moje naslednje vprašanje je, kaj je zdaj na tarotu, na teh kartah, na tej simboliki in kaj je tisto, kar ti daješ ljudem v končni fazi. Ker si izvrstna v tem, kar počneš, ampak za tiste, ki te ne poznajo. Ja, absolutno. Mislim, jaz to vzamem, tako kot sem že prej nekako razmišljala, jaz to vzamem samo osnovo, a ne, se pravi samo osnovo simbolike tarota, tisto, kar eksplicitno paše posamezniku in je njegov izračun, ne, se pravi vse. Če zdaj jaz pridem k tebi, da jaz zdaj pridem k tebi, še dajte mi na malo pomagati. Se pravi, bi jaz že prej, a ne, se pravi prej, preden bi jaz prišla k tebi, tako dobila pač svoje podatke in jaz pač to doma uredila, poročunala in potem bi bilo pa tako, na tej osnovi, se pravi, Lili je rojena v simbolu uravnave pravice, ne vem zakaj, ne vem odkot, ne bi šla niti dodajale, se meni nek kanal potem močno na podlagi tega odpre in jaz začnem pač dobivati neke te informacije, ker očitno sem messenger in nekdo gor ali njih več misli, da moram jaz tebi to povedati, a ne? Mislim, da vse je 20 let študiranja tega, jaz te le poznam toliko časa, ne. Vem, da ga ni tarota, ki ga ti nisi v roko vzela, vem, da zelo spoštuješ Kravlje o tarotu, vse, kar jaz vem o tarotu, sem se od nje naučila. Vsem se mi zdi tudi to znanje, tudi te izkušnje z dela z ljudmi, z drugimi, vse te zgodbe, z katere so se prepletale, tudi moja, tudi tvoja, tudi najnih skupnih prijateljev. In vse tudi znanje, ki ti jih da, ne. Ni vse samo, bom mogoče kar rekla, za lase privlečeno, ampak je ogromno tudi neke substance učenja, znanja in definitivno močne intuicije in kanale, ki potem tako mislim. Pač eni ljudje tudi dejansko pač tako, nekdo se rodi zato, da bo, ne vem, dober vodoinštalater, nekdo se rodi zato, da bo igralec, nekdo se rodi zato, da bo frizer, nekdo se pač rodi zato, da bo hodil tukaj z odprtim očesom, gledal in pač mogoče komu kaj povedal, ne vidim neke. Tudi skeptike nagovarjam vedno, ne, New Age, valjda, itak, ne, vežno te lahko zavede, ampak dajmo se vsi... To te lahko tudi C-vitamin. To te lahko prvi prehrambeni dodatek, kako kupoš v tem tako, ne, dajmo se vsi, nehat počas norca delati, no, pa tako si res mogoče ne več toliko zatiskati oči, pa si govoriti in zanikati, da pač nečesa ni, ker obviously nekaj je, no. Nekaj pač nekaj, na vsemu temu, nekaj je in nekaj se dogaja, ne, vsi vidimo, čutimo, slišimo, da se zadnjih 20 let s to zemljo, z vsemi nami, na temu svetu pač nekaj dogaja. Zdaj, kako pa vsak posameznik skozi svoje oči to imenuje, ne, je pa pač čisto njegov problem. Zdaj sem malo tako povedala, ampak... Ja, seveda so vsa percepcija vsakega posameznika, vsak ima svoje resnice, svoje prepričanje, svoje videnje, s čimer ni nič narobe. Ampak vsem se mi zdi, da neke te stereotipe rušimo v zadnjem času zelo in sploh leta 2020 je tukaj ključno, ker je zelo veliko nihanja, zelo veliko preboja na tem področju. Tako da bi se tukaj vseeno še malo vrnila na trud, prej si že omenila velike arkane in simbole. Se pravi, ko ti poznaš od nekoga življenjski simbol, ne, in ko združiš to svoje znanje, omenili si me prej tudi delo z esencami in tako naprej. To je nek tak celostni pristop. Je zelo holističen, ne? To je v bistvu, to je čist ta zadeva, ki jaz mislim, da za vso to ezoteriko, se pravi in za astrologijo, in za numerologijo, in za tarotom, in za džotišem, za vsem tem se skriva nek kanal, a ne, ki se pač odpre, da ti človeku razkriješ, kaj pravzaprav te stvari so. To je tudi lahko leta, mislim, podlage in učenja psihoterapije, to je vse prepleteno, ne? To sploh ni več izključeno. To sem želela poudariti pred tem, ker vem, da si in yoga in psihoterapijo in vem, kaj vse knjige si brala za tisti, ki tega ne veste. Koliko je res tega znanja prepletenega. Tudi sama medicina se mi zdi tudi vse bolj je odprta temu, ni več tega slepega zanikanja, da nekaj več. Res je, jaz pač to res mislim in tako, dobro, mogoče je pač res, da vsak si tudi pol najde neko stvar, ki mu je pisana. Meni je bil to recimo ta tarot Aleister Crowley, zato ker je on toliko zelo specifičen, toliko zelo ekscentričen je bil in tudi zaznamovan, ne, on je bil v bistvu, tako bom rekla, sej bil, ne, mečkan nisem glih čist normalen, ni bil, ampak za tisti čas, v katerem je on živel, ne, se pravi v 19. stoletju, zdaj, če bi bil on danes rojen, bi bil pač čist nekaj normalen, da tako je pa rato neka huda pop ikona, ne, zaradi tega, ker je pač bil, toliko si je upal, a ne, in on je imel nekaj pač zelo sicer težkih, ampak izvrstnih del
ogromno knjig je napisal, ogromno esejev filozofskih je spisal. In ena od teh je bila pač tudi njegov Tarot, ki se mi zdi res tako najbolj psihološko usmerjen, pa najmanj vedeževalsko. Tako konkretno. Zelo konkretno. Kot je tudi Sara konkretna. Zdaj na koncu bi rekla, prosila bi te za eno sporočilo za najne gledalce. Kaj bi mi svetovala? Jaz bi svetovala samo to, da ne vsak najde svojo pot do tega, da lahko začne živeti ven iz sebe, da lahko posluša svojo dušo in da lahko zlije svojo svetlobo pa svojo temo v en tak oren dober smisel, da se osebnost poduša med sabo prijateljce, da se izživi potencial, da delujemo pač čim bolj avtentično. Jaz mislim, da je to namen in smisel tega, kar mi pravimo, čemu pravimo pač duhovno prebujenje. No, jaz mislim, da se to zdaj je ključno, kar se na tem svetu dogaja. Če smem dodati, jaz se tebe spomnim, kolikokrat si rekla, pravijo, da voda in ogenj ne gresta skupaj, ampak to ni res, voda in ogenj tvorita paro. Ja. In tukaj bi jaz dodala, ni res, da ni srednje poti, vedno je srednja pot, ki mogoče je lepše, če ji rečemo skupna pot. Tako da, dragi moji, opogumite se, kontakt, kako pride do Sare in kako jih slediti tudi vsakodnevno, oziroma veliko krat objavljaš na Facebooku, vam tako naprej, tako da bova dodali kontaktni link, ki jo najde, tako da lahko sledite. Jaz bom rekla najlepše hvala, da smo te obiskali in s tabo popili kavico in kakšno rekli od tebe. Super je bilo, hvala. Pa, pa. Hukla tako da jutri zjutraj. Ja. Mogoče pa se veš, da spati. Ja.